Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radiu 1. Danes boste uživali, ker bomo šli po celem svetu, ker z mano je, bom kar rekel, svetovni popotnik, predvsem vloger, tudi fotograf, snemalec, montažer, ni da ni. To je Beat Saver, dobro jutro. Dobro jutro. Za vsakega prvo vprašanje, ki je popolnoma isto, kakšna je tvoja jutranja rutina? Ponovadi jo začnem, seveda, ko se zbudim z eno veliko mero kofeina, eno, dve, včasih tudi tri. Peljem psa na sprehod, pa se pa odpeljem v pisarno, ne daleč stran, kjer preživim v bistvu skoraj cel dan do nekih 6. Montiram, editam na videoposnetke oziroma oddaje na računalniku v svoji pisarni in potem sem pa spet doma, ne, ampak tako je, če sem doma. Če si doma. To je ta delovnik dan, običajen. Drugače, če si pa kje po svetu, je pa to razbitno. Tisti je pa kar intenzivno, ja. Moram povedati, da Beat je prinesel s sabo svoje njegove šalce, ne zdaj od doma, te je nam prinesel in se nekaj bomo kar z njegovih pili tale Odbita pot, kar je tudi v bistvu nekako tvoja zadnja oddaja, če lahko tako rečeva, ne? Ja, to je projekt, ki smo se ga lotili in sicer midva z bratom sva že prej kar nekaj potovala, sem jaz to objavljal na YouTube. Pol je bilo pa v bistvu pokazanega toliko interesa, da sva rekla, to je treba za nekako nadgraditi in sva se odpravila na pot okoli sveta, ki se imenuje Odbita pot. To je projekt, kjer obiščeva vseh 7 kontinentov, vključno z Antarktiko. Zaenkrat sva jih obiskala 4, se pravi še 3 v tem letu. To bo pol še pestro. Kaj piješ od kofeta? Najraješ imam kakšno podaljšano, če sem takole na obisku, ker nikoli ne vem. Ne veš, kaj bo prišlo. A si kar specifičen glede kofeta, Ja, kar ja. Pa v kakšnem smislu? Da ti ni vse všeč, da pač imaš določeno kofe rad. Ja, na primer namaram kakšnih teh kakavčkov oziroma teh kapučinčkov. Okay. Kaj se mi zdi, da je tisti bolj tako sladko pol. Pa zakaj pa kofe? Ker v tvojih vlogah ga res piješ malo morje, praviš tudi, da se včasih treseš malo. Ja, se zna biti problem. Na kakšnem potovanju premalo spiva in pol probam to nadoknaditi z kofeinom. In pol po enih 5, 6 se začne roka tresti in tisto pol ni optimalno za snemalca. A smo že kakšne zdravstvene težave zaradi tega morda? Ne. To pa ne. Čez 8 nisem šel. Ok. Tecajt, ko nama naša parada Longi Dinamika Plus kuha kavico, da vidimo, če te malo presenetim zdaj v štartu. A se me spomniš? Joj, ne. Si bil mogoče na faksu, kakšen paralelčan? Si bil? Veš, da si mi bil malo znan, ampak sem mislil zihar iz kakšnega plakata. Ne, imamo, ja. Jaz sem takoj, ko so mi rekli, kaj pa če bi imel Beata, jaz tako, čakaj, jaz sem to nekaj videl, pogledam vloge, ki jih zdaj bajda mimo na polno gledam, ker sem notpol. Hvala. To res je dobro, no. Jaz sem tako stari, njega sem ene parkrat videl, ko smo imeli vsi predavanja skupaj, pa smo se pa razdelili audio, video. Sem tako, ja. Tako da sva v bistvu sošolca. V bistvu sva sošolca, ja. Pa sam parkrat sva se videla, tako da, ja. Ampak v bistvu si pa 1 leto mlajši od mene, kar pomeni, da te letos čaka ena prelomenca, ne? Shit, nekaj. Ja, ampak mislim, da nam nič drugače. Misliš? No, ti mi povej, ker si že tam. Začnejo se težave s križem. Ja, to je ta glavna stvar, se spanjam, veš, po noču vstajaš pa hodiš scat. Še to se mi manjka. Ne, ampak zanimivo mi je, da res sem dosti materiala pogledal, kar ga imaš na YouTube. Rekel si, da do 30. boš brez punce. Ja, to je zdaj zarečen kruh, ne? Ne, smešek. Ja, to sem bil kar fan oziroma zagovornik tega. Ampak lahko tudi zagovarjam, da ko je prišla ta prava, ne? Nimaš kaj bremena. Nimaš pol kaj, ne? Ja, to je res. Ale, greva se prav na tvojo ljubezen do kamere. To zdaj bo že kaj mlad, ne da? Od mame, če pravim. Dobro si poslušal vloge. Ja, čisto prvi fotoaparat, ja, to so seveda še ti analogni, Canon A1. Mi ga je dala mami, ki je tudi fotograf in naprej so bile to neke družinska slikanja in tako. Pol pa je to prišlo počasi v strast, ko je oče kupil prvo kamero, seveda tudi še na film. In sem snemal in sem v bistvu pol šele
diagnosticiral, da so bili to na nek način že vlogi. V bistvu že. Ja, zdaj se ugaša, veš. Super. Majster vse sam naredi, se ščisti, Hudo. to je to. Okej. Bo še povedal, kakšna je kava, glede na to, da si tak kavoljub, pa da vidimo. Škoda. Lega. Precej vroča, sem mislil, ko sem jo tako hitro ponudil, da si jo že kje ohladil. Ne, vse frišen. Ja, fina, Bo. kaj ne rečem. Ja, malo jo bom jaz že kaj, zdaj smo zelo rad podaljšano, tako zelo podaljšano, Ja. zato da čim dalj traja, ker sem tak ljubitelj. Tako da si dam pa še en deci kave, zle noter in pol jo lahko takoj pijem. Pa je narejen. Okay. Okay. Kar oči malo zarusile. Dobro se me. Ja, to Ja. je bila kamera. Pol pa sem se vpisal na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer fotografija, in sem potem naknadno še nadgradil to fotografijo z diplomiranjem v videoprodukciji. No. Tako Ja. so bila midva sošolca. Okay. Si jo naredil, ko vmes Sem, a ti jo nisi? Ja, jaz sem. Še prehitro, če mene vprašaš. Bi mogel malo to podaljšati. Ja, pa sem pa v bistvu, snemal sem za naročnike razne poroke, videospote in te zadeve, razne evente in sem pol, kaj zdaj naslednja stopnička, ne, in sem hotel se preizkusiti še v tujini in zato sem se pol takrat tudi preselil v Kanado. Tega še v Toronto, ne? Bo tudi do točneje. tega prišla. Pa si v bistvu pol že, ko je otrok vedel, pa hotel, da boš, dajmo reči, snemalec, fotograf. Ja, to mogoče ni izvedel, ker sem bil res mlad. V osnovni šoli sem nastopil v eni seriji, nadaljevanki. Kjeri? Se zgodi, Metod Pevec je režiral na TV Slovenija 1. In takrat sem v bistvu to malo začutil in sem v bistvu si želel biti pred kamero. Tako da mogoče še nekje v zadnji je ta želja še malo bolj izrazita kot samo v vlogi. Kako pa tudi, da pa si šel, ali dajmo reči, ta študij za kamero, da ni šel pa ne vem, kakšno AGRFT varianto ali pa nekaj? V bistvu iskreno, zato ker so mi vsi govorili, da tem ni denarja v Sloveniji. Ja, res, da je. Ne. No, zanimivo. A odložiš kdaj kamero? Ali danes jo nimaš s sabo, ampak jo imaš v avtu zihar, ne? Vedno več jo odlagam, no. A, so že Večkrat se mi je leta. začela upirati, ja. Vidiš, to je to. Ja, mislim, takrat, ko snemava, je kar naporen. V bistvu vsa ta potovanja je 90% skozi kamera prisotna, težka oprema, Ja. zmatran si na potovanju in takrat sem si dostakrat tudi kar rekel, se je počasi bo pa tudi že dosta enkrat. Ja, v bistvu ne. Pa smo tudi že moment, da si rekel, ok, morda se mi pa ne da več snemati. Morda bi pa jaz delal kaj drugega. Ja, malo sem si mislil, pa ne drugi to delajo zame, ne. Ja, počasi. Ampak ja, ne vem, mogoče imam v bližnji prihodnosti res plan nadgraditi ekipo in zaenkrat sta pri meni v pisarni še dva mlajša, tudi študenta IAM-a. Ja, In, treba potegniti dober kader. ja, in grem nekako v to smer, ja, da bi naredil neko ekipo. Tako kot sem že bi se rekel, a ti je kult, če se ti reče, da si zdaj že svetovni popotnik? Ker za moje pojme se. Ja, hvala, če mi tako rečeš. Mislim, vse definicija bi bila to, ne. A ni? Mislim, veliko rajš imam ta izraz, kot kakšen influencer, no. Ja, mislim, si influencer, ampak Ja, ne, to sem ni bolj to prvi posledično. plan. Ja, bolj je ne posledica. želim si biti obravnavan kot nek vplivnež. No, veš, dobro, da vemo. Od kje imaš pa to veselje do potovanj? Pa tudi nekako od staršev, no. Sta mi dala to tudi že nekako zibelko, oziroma ko sem bil star 2 leti, smo začeli s potovanji Tajska, ampak to ni bila ta današnja Tajska turistična, ampak je bilo res na divje. Šel si tja in v bistvu nisi vedel, kaj te čaka, ne, ni bilo teh raznih agencij in tako, in interneta. Potem smo pa začeli s potovanji po Aziji, razne Indije, 2krat smo bili v Indiji. In tako, in teh bolj odročnih krajev, in me je to privlekel, mislim, nekako me je vlekel nase. In pa seveda tudi veliko pripomore k temu moj brat, ki ima oba to taborniško podlago in je pa grejo rada kam taboriti in ima ta survival mode. A tega se tudi ne naveličaš? Jaz sem šel lani prvič na tako komercialno letalo sploh. Aha. Nisem fan, a Prej pa veš. sem private jet. Ja, valjda, ne vidiš. Ne, pa je tako, veš, tam se en mulj dere, pa čakaš, pa so zamude, pa te stvari. A ni tisto, ki ti sam pade dol, sem tako pa dobro, lahko bil doma, stari. Velikrat imam po 3 dneh že dost. Mislim, zdaj, ko si omenil ta prav potovanja na druge kontinente, je ja, veliko zraven
prinesejo nekih problemov, Ja. izgube, prtljage, zmatran, nisi stuširan, čist si greš že na živce. Ampak pol na koncu, ko potegneš črto, so pa to sam zgodbe za prepodvati in se samo smejiva temu. Se spomniš, kako sva spala tam, pa naj zebali, se spomniš, ko nama je guma počela, pa milijone enih stvari. Ja, ne, se to je čisto res, ne. A pa smel kdaj kakšen strah, kam iti? A veš, v nekom tujino, da si rekel, Ja. to pa ne vem, če bi. Ja, predzadnji kontinent je bil Južna Amerika. Vsi so naj opozarjali, da ne merkava ledvica in tako, da ne greva. Sploh v Braziliji, ne? Brazilija, sam ne hodil v kakšne favele, ker tam te pa hiter v hišo butajo not. In točno to smo naredila. Jaz sem takrat seveda fajn prestrašen, sploh, ko imam vso to opremo s sabo in to. Mojemu bratu je malo bolj vsem, ko ima denarnico in je to njegov strah. Ampak sem vesel, da imam tazga sopotnika, ker se predvsem malo kregava in tudi moram reči, da se vseeno malo bolj varnega počutim, ko imam njega zraven. Ja, to verjamem. Ampak glih tlele, to je bil prvi vlog, ki sem ga za ta research pogledal. Bi si bil takoj v štartu, ko sta prišla v Brazilijo, mal ogulfan, ne? Ogulfan, dobro, Kar- ogulfan za kar nekaj hud. 700 evrov, ja. 700 evrov ti je taksist. Ampak to je bil legit taksist v rumenem taksiju. Na letališču, še prav ta glaven je bil tam, še prav mahuje in tukaj, one taksi. In pa je bilo še to cenkanje, ne? Ni bilo to ono, da bi se z vsem on strinjal. Ja. In smo pa nekako prišli na $10. Jaz nisem imel interneta in ko sem prišel na internet, sem videl, da je bilo v resnici 700. Ker ti pa itak tam ima one njihove skunke, ne? Ali kaj so oni šilingi, brazilski. In ne veš, nimaš občutka. Ta je huda lekcija, sploh Ta je kar draga. bolela, ja. In pol itak nisi mogel nič narediti, ne? Ne, čez noč, razen da smo prijavila policiji in tega denarja nikoli več videla. Ej, fajn lekcija, fajn zgodba, sem ta Ja. malo boli še meni, ko sem to gledal. Manjka ledvica. Ampak, kadarkoli sem kakšen vlog pogledal, meni se zdi, da greš ta z bratom ali pa če greš s kom drugim, da greš kar malo na free, rečeš ono, zdaj le se kopam v enem jezeru tam v Kanadi, a ja, čez uro pa pumam let, čak jaz moram jet. Tako nisi natemperan, zdaj pa gremo, zdaj pa to, ne? Veliko Dosti bolj na sem free. kot Anže. Aha, bolj. On je res flegmatik, Okay. tako da sem jaz ponovadi tisti, ki ga brca. Ampak ne, zelo se prepustim toliko. Ja. Ne maram nekih vnaprej pripravljenih potovanj, čeprav za te oddaje, ki jih snemava, imava veliko bolj pripravljen, zato ker le moraš nekaj dostaviti na koncu v to oddajo, moraš neke zadeve videti in tudi predstaviti samo kulturo. Ampak najina potovanja so bila pa v osnovi vedno tako, gremo v Pridnestrsko republiko, tam pa je, da se sploh ne da, ampak mogoče nam bo pa ratalo. In pa se prepustiš toliko. In takrat so največkrat te zgodbe, ne? Ja. Ko te nekdo povabi, pa pol z enim domačinom piješ tam vodko, pa take stvari. Pa, ko sta šla pa v Afriko, Ugando, če se ne motim, si pa ostal brez bistvu drona, ne? Ja, dvakrat, pardon. Ja. Ob vstopu v vsako državo so nam zaplenili dron, ker tam pač on leta, ni dovoljen. Ja. In pol ob izstopu sva ga dobila nazaj, kar je bil pa tudi velik problem. Naprimer, midva sva bila tik ob meji z Ruando, kjer je bila naslednja postojanka. Ja. In bi naj čakala 2-urna vožnja do Ruande, ampak sva mogla nazaj 10 ur se voziti do letališča v Ugandi, v mesto Kampala in potem spet z avionom potovati in pa spet vzeti dron in tako. Ampak sva mogla samo zaradi tega nazaj. Imaš zaradi opreme, ki jo s sabo nosiš, ker verjetno jo ni malo, ne? Ja. Imaš kakšne posebne te potovalne stvari? Heke, a Ja, kaj? ja. Da gre to lažje čez, ali moraš kaj posebej prijaviti. Ja, Tega, mislim, da bi najbrž mogel kdaj kaj prijaviti, kakšen ta dron je, ampak se bolj neumen ga naredim. Ne dolgo nazaj, koliko je zdaj, 2 tedne nazaj smo bili v Maroku in sem ga nekako ilegalno skril, tam imamo rentgen mašine, spet dron, ne, ker je spet afriški kontinent, nisem vedel, da so tako strogi. In me niso dobili, jaz tam veselo frčim po Afriki, po Maroku in ob izstopu so mi ga v bistvu spet zaplenili, kar mi je zelo neumen. ja. In zdaj sem dobil en A4 arabskih črk, iz desne proti levi, jih moraš prebrati. Ne? Zdaj se pa znajti. Zdaj se pa znajti, kako ta dron nazaj dobiti. On je po francoski mi nekaj rekel, da če bom napisal prošnjo, mi ga pa mogoče še pošljejo v Slovenijo.
No, morda. Spet draga šola. V bistvu, Ja, ne. ta bo spet nekaj koštala. Ampak imaš pa toliko zgodbic, lih zaradi teh šol, če tako rečem, ne, ki jih navadne smrtniki pa nimamo zdaj. Ja. To je tudi dobro. Evo tega. To moram že zdaj v štartu povedati, sem hotel na koncu, pa bom zdaj. Tisti, ki ga ne poznate, Bita, pejte si pogledate njegove vloge, ker so res fantastični. To ni, da je sam vlog, to je lahko dokumentarc, lahko je reklama za kofe, ki jo on doskrat pokaže. To je res next level kar ti delaš. To pač resno govorim. Pa sem se zdaj zapičil v tvoje stvari, prej ne. To je res, A si to namensko začel tako dobro delati? Ali... A da bi za nalaž raje malo slabše delal? Ne, da se ti, veš, ne vem, morda je mičken vse poklopil. Ja, veš, da nisi šel tako, mislim, zdaj moram pa res. namensko. Ne, je pa gotovo veliko ima ta moja podlaga, ker sem pač iz te stroke, ne. In imam tudi kar nekaj tega perfekcionizma v sebi in iskreno jaz še zdaj nisem, če grem pogledat kakšen star vlog, zadovoljen z njim in me boli vsak prehod, kako nisem zvoka popravil nekje in to In to lahko je kar zoprna stvar, no, zoprna lastnost, ker pol masiram en vlog po teden, dva, namaz, da bi ga čim prej novega šel delati, ne. Se pravi, lih to sem hotel, po teden, dva ti to montiraš, en vlog, ki pol pride, ne vem, 20 minut. Pa ga pa en pogledam na avtobusu, Takole. v brskalniku, Ja. na telefonu, na zvočniku, ki sploh nič ne slišim. Ja, v bistvu še to, ki pol sploh ne dojame, koliko je tle zadnji dela. Ja. Wow, noro. Če se ustavim še malo tle v Afriki, to je bil eden izmed vlogov, ki se človeka dotakne, ker vidiš, kako tam v bistvu živijo skromno, ampak so veseli, kot da imajo vse. Ja, je, kakor je to kliše, ne, da moraš iti ven, zato da vidiš, kaj imaš doma, ampak res moraš iti ven, ker ni dosti, da pogledaš ta vlog in ostale dokumentarce, ampak se te res tam dotakne, ko vidiš, kako so otroci veseli enega kulija ali pa praznega zvezka, ali pa to, da ti je samoumevno, ko si doma, da ti teče voda iz pipe, kaj šele to, da je pitna, ali pa da ne omenjam elektrike in vse to. To je recimo, so bili tam brez vsega tega. V bistvu, a je res to, da ste jim pač zrihtali lih s tvojo pomočjo elektriko, če se ne motim, ali vodo? Elektriko in vodo. Aha, Se oboje. pravi zbiralnik za zbiranje Ja. deževnice, ker prej so ga otroci z lavori na glavi nosili gor iz jezera Ja. v breg gor, ki seveda ni pitna, ne. In jo prekuhavali. Elektrika pa tudi niso imeli in imajo zdaj že sončne celice in to bo zelo pomembna ustanova, oziroma je v tisti vasi že zato, ker bojo zdaj lahko si tudi učitelji tam polnili mobitele in tako. Ker neki ljudi ima mobitel, ampak ga pol recimo nimajo kje polniti, oziroma Ronald ima elektriko. In pol k njemu hodi cela vas polniti mobitel. Ta Jaka Racman. Ja, Okej. ima več vzdevkov, ja. Ja, tako sem se ga zapomnil. A je on kdaj po tem, ko sta bila vidva v Afriki, ko se je vse to dogajalo, a je kdaj prišel nazaj v Slovenijo? Tisti, ki ne veste, pejte si to res pogledati, to je en, hočemo reči, gospod tle v tej vasi. Kar misionar. Misionar, ja, v bistvu je misionar, ja, ki je bil v Sloveniji že parkrat in tudi malo govori slovensko. Še nekaj tam presenetilo zdaj, da ima tudi otroka Slovenko. Resno? Ja. In kako je ime otroku? Jaka. Jaka Racman, Jaz se Jaka. opravičujem, če sem kaj narobe povedal, ampak take informacije so do mene prišle. Wow. Kaj je šla ta Slovenka tja k njemu? Ja, v bistvu midva sploh nisva vedela, midva sem imela en kontakt od enega Slovenca in je rekel, tale fant je bil pa že večkrat v Sloveniji in vama bo pokazal. In midva sva šla čist na slepo spet tja. Sicer sva prinesla zvezke in nalivna peresa, kako se reče, kot nekaj, da jim bova vsaj dala, pol naj pa to tako ganili, da so v bistvu tudi s pomočjo naših partnerjev lahko zbrala donacije in potem še donacije nedolgo nazaj od gledalcev, od Slovencev, kar je izredno lepo in smo pokrili za kar nekaj šolnin, no. V bistvu za celo šolo. To je zelo, zelo lepo slišati, da neki tacga, evo, influencer. Ja, V čisto drugem pomeni. V drugem pomenu, no. Ja, te boljšmič, kar se mene tiče. Ja. Lahko rečemo, da je pa Kanada država, tuja država, kjer si bil najdlje. Ja, Je. 14 mesecev. 14 mesecev. Zakaj Kanada? Je v bistvu bilo tako, kako sem ti prej rekel, hotel sem nadgraditi, v bistvu, oziroma razmišljal sem, kaj bi bilo več kot to, da snemam za slovenska podjetja in sem imel v glavi seveda Ameriko, ne. To je Hollywood, wow.
In ti Meka ne za moreš vse snemalce in vse. Ne? meka za snemalce, za filmsko industrijo in ti ne moreš tja priti delati, ne uradno, ne rabiš zeleno karto, kakorkoli. Medtem, ko najbližja država Amerike je bila seveda pol Kanada, ki pa naključno vsako leto zberejo ljudi, ki dobijo delovno vizo za 1 leto. In sem se prvo leto prijavil, nisem dobil, sem se drugo leto še enkrat prijavil in sem uspešno dobil in sem šel tja spet čist na slepo. Vse, kar je bilo, je, da sem si rezerviral stanovanje za, mislim, da 10 dni. Pa sem rekel, pa ga že tam najdu. In sem na Airbnb rezerviral. Potem se je pa začel ta hustle, ne. Oziroma kar težek obdobje, no, v bistvu. Koliko se zdi mogoče idealiziran, je bilo kar velika preizkušnja zame. Za osebnost in to, ko mi je pa denarja zmanjkalo, pa sem bil v bistvu primoran vse nekako. Izpod časti mi je bilo, da bi rekel mami, a mi še nekaj nakažeš ali pa da bi se Bog ne daj vrnil, ni mi ratal. V tem smislu, tako jaz sem pa v bistvu začel tudi voziti hrano, vmes, pol sem dobil pa spet, to je bilo neko kratko obdobje v bistvu, ampak sem pol spet dobil recimo v nekem poročnem studiu pač službo in sem pol snemal in fotografiral poroke. In sem pa res hodil od podjetja do podjetja, od frizerskih salonov do trgovin, če jim lahko zastonj posnamem karkoli, da bi v bistvu tako dobil neke projekte. Ker sem šel tja kot freelancer in nisem hotel se nekje redno zaposliti, kljub temu, da bi pol imel več možnosti za podaljšanje vize, ampak sem hotel ostati zvest temu, kakor sem delal v Ljubljani. Ampak je to taka zadeva, da v bistvu na dolgi rok jo lahko uspelaš, ne? Ampak ti rabiš neke dolgoletne naročnike, pa da se dober glas razširi in te pol nazaj pokličejo. Se pravi, bi rabil po moje vsaj še 1 leto ali pa 2. Ja, ma si že imel kar nekaj naročnikov takih, kar orang stvari, ne, tam pol. Ja, nekaj je bilo, ampak ni bilo dosti za podaljšanje vize, ne? Ker bi mogel biti nekje zaposlen. Jaz v bistvu si šel nazaj v Kanado, že ko ti je, kaj si letel z Portugalske, če se ne motim, ko ti je v bistvu viza že potekla, ne? Ja, to je bilo pa spet malo načrn, ja. Upamo, da ne gleda tako do v Kanado. Ja. Ampak zanimivo pa je, da pol sta šla malo kasneje, ali pa to celo vmes, z bratom prav en road trip usekati od Kanade do Mehike. Ta je bila dobra, ja. To je bilo v bistvu že v tistem času, ko nisem imel stika, mislim, ko sem bil tam, mislim, da nekih 8 mesecev. Ja. In pol me je prišel brat, kaj pa če bi mi dva šla po Ameriki, wow. In se meni tudi tako zdelo, to pa bo zdaj. In je tudi bilo, no, saj sva imela, super sva imela. V bistvu sva šla iz Toronta, potem pa čez Chicago do Yellowstona, pa dol čez Nebrasko in vse do Mehike, nazaj v Vegas gor, Los Angeles, pa sem šel pa celo domov za 1 mesec. Celo, ne? Ja, pa spet nazaj. In v teh svojih videih imaš toliko enih, kako se temu reče, vzdevkov za recimo kavne aparate. Ja. Tatjanca, ja. Tatjanca, pa Okej. pa zjutraj, pa piškotek, dobro jutro, piškotek. Skje si to potegnil? Pa prepečenček. Pa prepečenček. Prepečenček je recimo, če sva malo požurala prejšnjo Aha, noč, okej, malo pa si pol skurjen. res skurjen, no. Prepečenček. Ali pa dajmo reči, no, samo če sva imela malo manj spanja. Ja, tako je. To je prepečenček. Piškotek je, ne vem, mislim, da mi je babi tudi govorila piškotek. Taka luškana se mi je zdela. Sem jo začel uporabljati malo bolj. Tatjanca je pa v bistvu ratala tako, da sem takrat v Kanadi hotel predstaviti ta koncept, kako se mi to fajn zdi, ker je ta filter kava, ki jo vidiš v filmih, ki ti pol natakarca vsake toliko še dotoči. Ja. Ti plačaš enkratno, ne, recimo $1 plačaš za kavo in ti naredi to črno podaljšano kavo, ki jo imam jaz strašen rad, ne, ker jo lahko velike količine spiješ. Ti jo natoč in pol ona hod levo, desno, čez 5 minut jo spet natoč, pa spet. In sem jaz rabil nek vzdevek, nek tipičen ime slovenski za gospod. In v tistem trenutku me je prešinila Tatjana, ne. Tatjana. In pol so to v bistvu gledalci zagrabili, kdaj bo spet kakšna Tatjanca, kdaj, Okej. joj, a v Sloveniji tudi kakšna lokal s Tatjanco. In pol sem jo v bistvu jaz spet nazaj zagrabil in sem rekel, bom pa to še uporabljal. V bistvu imaš še 2 take, ki smo jih gledalci zelo zagrabili. Jaz te tvoje vloge zdaj gledam v službi, še z eno sodelavko, kar več na dan.
V redu. In dve sta še taki starci, ki sva jih zagrabila. Lušten. Lušten. Joj, ti to je pa res lušten. Lušten, evo, točno tako, s tem tonom, kot ko mičkamo dvignemo, ti pa res Ja. lušten. Tu, a v bistvu so tri, v glavnem. Ta je še ena. Pa imava še, zdaj mi je šla ven z glave. Še ena je taka, ki res, zdaj smo se pa malo pohecali, sem zdaj pa dost, ne? No, se malo smo se pohecali, sem tole pa že tumačno. Imaš kar par teh one-linerjev, lahko rečem, ki smo jih. Ta je bila dobra tudi za na majico, on. Ej, to sem šel pa prav gledat. Dej nareče moške majice lušten. Pa saj so lušten Pa majice. nimaš na spletni strani, ne stari. Ja, veš, hitro gre ta zaloga. Ja. Zdaj smo Vrsto pa gor. prav orang naredili, eno celo sobo, doma smo, ta največjo smo prav vse ven, sva s punco ven dala in imava v bistvu police noter, celo pisarno, printer, škatle, vrečke za pakiranje. V bistvu je prav neka trgovina ratala. Ja, pa če bomo tu gori, bomo tvojo majico zdelali. Nimam. Škoda, vidiš. Ja. Ni dosti, da sem šalice prinesel. Ja, je pa neki. Ena kljukca je pa vse, ne? Je, kljubca je. To te moram vprašati, koliko stanejo te stvari? Recimo, da pa se osredotočiti prav na ta, na ta trip od Kanade do Mehike. Koliko gre to enega denarja? Ja, mislim, po eni strani se mi zdi, da imajo ljudje vseeno malo napačno predstavo, da rabiš biti bogat za potovanja, ker danes res mislim, da ni izgovora za to, da nekam letiš, ker s pomočjo interneta res dobiš karte pod 100 evrov. In da se tudi zelo poceni čez pridati. Se mi dva doskrat tudi, ko smo šla do Islandije, smo vmes recimo v hostlu spala ali pa smo imela šotor na strehi, pa smo tam spala, pa malo štukaš s tem, ne. Ampak vseeno, kakorkoli obrnemo, taka pot, tak road trip, seveda pride kar nekaj denarja. In moram reči, da tisto sva seveda sama financirala, ampak zdaj za to odbito pot, moram pa reči, da imamo res veliko srečo, da delamo s takimi podjetji oziroma partnerji, ki nama sofinancirajo to, ker sama si absolutno ne bi mogla tega privoščiti. Ja, se to je. Če karikiram pot na Antarktiko, bo največji zalogaj in mislim, da pride na osebo okoli 10.000 evrov. Samo Antarktika. Wow. In to absolutno ne bi mogla mi da sama financirati. A te je tega kaj strah? Ker to je pa le Antarktika, to je pa malo drugače. Ne vem, če je dobro, kako bomo šla. Šla bova na najbolj skrajen južen del Južne Amerike, pa zdaj ne vem, a v enim, kako se že reče, ledolomilcem. Ledolomilc. Prišla do Antarktike, ali je pa to neka odprava z avionom, ki čez letiš, ampak kakorkoli moraš se priključiti neki raziskovalni odpravi, ki pol verjetno raziskujejo neke pingvinje urine ali pa kaj takega. A pride tudi kakšen problem zaradi opreme? A da bo zmrznila tam? Ja, Ja, jaz upam, da ne, nisem pa razmišljal. ki zdaj. počasneje začeli delati. Ja, vse bomo, rokavice pa s telefonom, tako čim bolj na notne. A veš, to mi je hecno, ker rečeš, nisem o tem še razmišljal, stari na Se Antarktiko. bo že šlo nekako. Ful spustiš Skumava ti stvari. kamer, če ne pa z dronom posnela, pa mikrofonom. Neki bo že delali. Kaj te najbolj ostane v spomini, se vračam k temu tripu čez Ameriko? A so Američani res tako, tukaj po moje lahko to rečem in noben ne bo zameril, vsaj mi se mi zdi, da Slovenci imamo Američane za malo bolj Primitivne? primitivne, malo tle noter to, po drugi strani Nerazgledane, da bo tako nerazgledane. Ampak po drugi strani sem pa videl lihu Yellowstone, ki je en Američan rekel, ja pa sem jaz ali pa v Sloveniji. Ja, V Yellowstone. mogoče je moj najljubši kraj, je rekel Ljubljana. Ja. Ja. Ja, mogoče sem opazil malo pomanjkanje te razgledanosti. Mogoče imamo tudi mi večjo to razgledanost, zato ker, ne vem, ker prihajamo iz majhne države in pač moraš vedeti, kaj se dogaja okoli tebe. Tam so pa mogoče le tako izolirani, pa dajo manj na to izobrazbo izven Amerike, ali kako naj to obrnem. So centrirane nase dost. Ja, ampak sem pa opazil, recimo, zdaj na drugem road tripu, ki so šla čez ZDA, sem veliko bolj opazil to Southern Hospitality, kako so v bistvu, kako si dobrodošel tam, te povabijo domov, veliko bolj komunicirajo s tabo. So pa tudi veliko bolj odprti na splošno, cela Amerika
ta small talk, ne. Vsak bo te malo vprašal, iz kje pa si ti pa mi ne zveniš, da si tukaj, ker jaz ne bi šel z enega tukaj spraševati v Sloveniji, ne. Smo le malo bolj zaprti, kar se komuniciranja tiče. Ampak vseeno jih imam za kar pozitiven narod, no. Tako nisem imel spet toliko slabih izkušenj v Ameriki, v ZDA. Okay. Kanada pa še posebej ne, no. Mislim, Kanada je tako znana potem, da so prijazni, da imajo odklenjena vrata. Sorry. Se res to skozi opravičujejo? Ja, kar dosti, ja. Tega ne vem, v filmah ostali to vidimo, ne, da se delajo norca z Kanade, da to so najbolj prijazni ljudje na svetu. Pa mogoče Toronto še ne toliko, ker je spet zelo multikulti mesto. Bi mogel, vidiš, tega pa nisem dosti raziskal, druge dele Kanade, malo bolj notranjost, Alberta in ostale Quebec regije in tako, ko imaš tudi recimo francosko govoreče in to. Tam je mogoče čist drug utrip, kot sem ga jaz dobil v Torontu. Meni je bila tudi zanimiva fora, Američani povzdigujejo njihov bejzbol, te tekme, stadione. Ko si bil tam, oni spijo na teh tekmah. To ni nič doživeto. Ne, bejzbol je dosti dolgočasen. Pa greš pa na hokej v Nemčijo ali kje si bil, pa morda še Kanada, tam je pa... Ja, bolj temperamentni mogoče, ja. To pa imaš prav, ja. Zanimivo. Kaj bi rekel, da Sloveniji manjka napram v tujini? Kjerkoli. Da bi Slovenci mogli, ne vem, določeno lastnost imeti ali jo razviti, po tvoje. Ja, mogoče glih to odprtost, mislim, meni kot to, na kaj se to navezuje, kot ustvarjanje v Sloveniji? Da zmeri primerjamo, veš, v tujini imajo pa zrihtano to, pa imajo uno, pa tisto. Jaz sem, če se ne motim, sem se to pogovarjal z Lepo Afno. Sem rekel, jaz ne potujem dosti, pa se mi zdi, da v Sloveniji imamo dosti stvari pošlihtanih. Veliko sem slišal enih pritožb pred leti, kako imamo slabe ceste, koliko imajo, ne vem, Italijani boljše, gor dol. Sem videl, da imamo še kako pošlihtan promet ceste, kako je čisto, neverjetno čisto. Ko prideš, ali je to Indija, ali je to Turčija, pa so res živijo živali med smetmi. Vidiš kravo na sred ceste, ki je 2 plastični vrečki ima v ustih, ki je res prav žalosten, da se mi matramo s temi recikliranimi, mislim, z reciklažo. Tam pa živali dobesedno živijo v smeteh in ljudje tudi. Mislim, se Indija, upam, da bom tokrat tudi lahko dobro posnel, ker sem videl take prizore, kako pač upravijo na cesti otroci, kako se dobesedno rodijo na cesti, kako mama in 4 otroci, vse, kar imajo, je v bistvu karton in ga vsak dan prestavijo na drug del pločnika in tam oni so, to je njihov dom. In to je spet ena stvar, za kar mislim, da je fajn tudi ven, v te manj razvite konce, da vidiš, kaj vse imamo in da v bistvu čisto vse imamo in da imamo preveč. In da tudi stvari res dobro štimajo. Seveda, če pa izhajam iz tega, ne, iz pritoževanja slovenskega, bi pa seveda imam veliko za povedati, tudi koliko imaš več možnosti v tujini, pa v bolj razvitih koncih, ker si tukaj omejen na 2 milijona velik. Še zmeraj pa majhni, ne glede na vse. Ja, že mogoče samo sosedna država, kakšna, je boljš recimo za kakšen biznis, ne. To verjetno res. Še zmeraj se verjetno vračaš pol rad v Slovenijo, ne glede na to, kje si. Tudi če si bil 14 dni, mislim 14 mesecev v Kanadi, prideš rad pol nazaj, ne? Tam me je pa tudi nekaj posebenega doletelo, ja, ker sem se vračal po 14 mesecih v Slovenijo, mi je šlo pa dobesedno na jok, ker je tako vse domače, tako, ne vem, res sem začutil, da spadam v Slovenijo in da Slovenija je moja in že sam, ker sem iz aviona gledal vse te, ki je čist drugačka Amerika, ki imaš te ozke cestice, pol pa hribček, pa cerkvica, pa par hišk, pa spet sem točno vedel, kdaj smo nad Slovenijo, ki je, ne vem, toliko domača, res. In počutiš se, da močnega, kakorkoli, recimo, da grem zdaj kamorkoli peš, vem, da mi bojo ljudje pomagali, vem, da se lahko komuniciraš z njimi, da imaš nekoga, ki ti stoji po strani, prijatelje, družino, je poseben feeling, ko priješ domov, no. A se tudi tebi dogaja na teh potovanjah, da zmeri srečaš kakšnega Slovenca? A veš, ko gremo Slovenci na dopust, boš zmeri srečal tam soseda, ki sti na une blesavi plaži. Ja, ne vem, naprimer v Peruju niso nobenega srečala, ampak marsikaj sva pa bila, pa da slišiš, imaš že Hrvata, če slišiš,
Kakor gol se to grdo sliši, sva hitro tih pol ratava, pa jodi, da se nam moramo pogovarjati. To dostikrat narediš, da v slovenščini, v slovenskem jeziku nekaj rečeš, ne? Ono, gospod, dejte, no? Ja, Pa te on pol, kaj? Kaj je bilo? Ja, Bog le dej, da me pa razume, ja. Je dosti se hecava tako, pa do slovenščini kaj govoriva, ja. Tega je dosti. Še ena stvar z tvojih vlogov je recimo, ko začneš govoriti v indijskem naglasu. In to zraven Indijcev. Ko se njim to zdi, ko jim začneš, a veš, oh, hello sir, how are you? Ja, joj, ne vem, bom zdaj potreniral v Indiji, ki je na najnem naslednje potovanje. Pa bom probal to tudi posnet, ampak ja, imam nekaj posebenega do Indije, zato tudi jo rad uporabljam s tem naglasom. Very, very beautiful. You can put tuxedo on a good, but still a good. I'm an IT professional. Ampak zanimivo je izmed vseh tvojih vlogov, ki jih je zdaj že blizu 100, smo, ne? Ja, zdaj ne vem, sem rekel, da bom 99 jih naredil. Sam bo zgleda, treba iti čez to. Ne. Zakaj sem 99? Ja, tako ne, da je nekaj čarobnega. Kao omejujemo, brez veze. Zanimivo je, da vsaj enkrat si rekel, da kljub vsemu temu, da zdaj si res prikazal od Afrike, Amerike, Južne Amerike, Kanade, vse, kar je vmes še, ne, da najbolj gledani vlogi so baje tisti, ki so posneti v Sloveniji. Ja, najbolj gledan vlog je iz Goričkega v Piran s kirojem električnim. Ta je bila kar zanimiva misija. In ne vem, zakaj je ta najbolj gledan. Mogoče imaš ti nasvet oziroma odgovor. Nimam pojma. Zakaj bi bil ta najbolj gledan? Zanimiva je, že tako. Pri nas je šel pred parmi leti tu v sklopu akcije tudi Deželak. Mogoče se ljudje malo poistovetijo, Morda. pa vsak je iz enega kraja tam Malo na gre poti, pogledati, ja. pa zvidi unga norca, kaj je naredil. Mogoče zato. Ja, prav še enkrat. Ja, bi šel. Mislim, ni problema, ja. Bi šel, ampak bi se mogoče še malo boljš pripravil z večjimi baterijami. Ja, okay. Ker... Tehnikalija pol. Ja. Mislim, to se sliši zelo leno, ne, glede na vašega Mihata, ki je šel s kolesom. Ja. Ampak se mi zdi, da bi bilo bolj smutno. Kjer kraj v Sloveniji pa še niso obiskal, pa bi zelo rad šel? Po moje Žiri. Je bil, ja, ne vem, nisem bil, ker je bil pa recimo tale moj starjaka iz Afrike. On je bil ta. On je rekel, točno. da ko je prišel v Žiri, da so vsi otroci stran bežali in se drli, zelo črn. Zelo črn, tam so se pa vama drli, kako že? Muzungu. Muzungu. To je pa belc po njihovo, ja, v slengu. To je v bistvu, kot pri nas igrca, kdo se boji črnega moža. Samo obratno. Ja. V bistvu Malo rasistična zelo igrica, rasistična igrica in ne morem verjeti, da smo se to učili prav. Ja, v bistvu je, ampak glej, ne vem. Ko si otrok, res ne pomisliš na to. Ne, se ne pomisliš. Kje, a veš ne, pač. se je v bistvu Tam bi dosti lahko rekel, nedolžna. kdo se boji korenčka, stari, se je isto. Za otroka. Ti nekako zato stane, pa neseš to sabo, ne? Ja, ne vem, a že kdaj bežal ali kaj? Ne, nimam nič proti tako, no, ampak tako malo se mi vse ne zdi glih, kako se reče, Primerno. moralno. Ja. Moralno. Kaj se ti je pa zgodilo najbolj bizarnega na teh potovanjah? Prav bizarno. Da je res ono, ki sem tako, kaj da je zdaj to? Če ti kaj pada na pamet. Ja, marsikaj je neprijetnega, ampak da je prav bizarno, ne vem, teh kakšnih muslimanskih ali pa azijskih to ne, da nimaš WC papirja, to mi je zelo tako. Da nimaš Out WC of papirja? comfort zone, ja, da imaš ono kangelco zraven pa vodo, ne. Taka zadeva. Prav bizarnega, ne vem, veliko je takih neprijetnih, naprimer v Albaniji zanč nama je v bistvu zmanjkovalo bencina in so pol obtičala v enem kraju in so nama ga prinesli neki domačini v teh flašah, pa Bog si ga vedi, kaj je notno, je to res dizel ali bencin ali kaj je. To mi je mogoče tudi malo bizarno, ampak po eni strani tudi zanimivo, ker ima brat te nore ideje, da spimo sredi romunskega pragozda v šotoru, ne? Z največjo populacijo volkov in medvedov v Evropi. To mi je tako čist, ne bodi ga treba. Pa da ne omenjam, da on še meso meto tam, kar ga nismo pojedali okoli, da bomo slišali, če bo kaj mem hodil, pa da bomo zjutraj pogledali, če je kakšna žmal pojedla. Samo morilskih nagnjen. Ja, to je mogoče bizarno meni. Ta je. Dobro, tu ste se same zakuhali. Ja,
No, ali pa to, da so ostala sredi unga snega na Islandiji, brez signala, zakopana v snegu. Kaj pa takrat narediš v takih primerih? Ja, moraš ostati miren. Anže je veliko bolj miren, mene malo bolj panika. Ampak na koncu nekako se izide. Zaenkrat se je še izšlo vse. Ja, Ja. zato si še tle, ne. Kaj te pa recimo od teh potovanj tudi najbolj pozitivno presenetilo? Da si bil pa res wow, to pa je nekaj, ali morda Afrika? To je težko vprašanje. Težko vprašanje, ja. Itak si dal toliko tega čez. Kakšno smernico. Ne vem, od ljudi, da so bili ekstremno prijazni, kamorkoli si se obrnil. Ja, Nekaj, kakšna taka recimo stvar. tam mislim, da je bil Kentucky ali bil Tennessee. Tennessee je bil. Kaj naj je tisti en gospod povabil. Srečali smo se čist s potoma na bencinski, iz kje pa sta, vidim, da nista. Pridite sem, smo imeli eno gostilno, ki jo gradim, vse od prve do zadnje sobe, nama je pokazal, z vsakim sva se mogla spoznati. In tudi z FBI agentom, to je bila njemu velika čast in tudi seveda nama, ne, da sva spoznala tako kot v filmu enega FBI agenta, upokojenega sicer, ampak je bila neka kljubca. Se pravi, če te vprašam, kje še nisi bil, pa bi absolutno šel, bo verjetno zdaj Antarktika, ne? Pa Tukaj Avstralija. Avstralija. Ja. Ampak to je oboje na najini listi, ni pa na najini listi recimo kakšna Japonska, ki si zelo, zelo želim iti. Kako pa to? Taka zelo bogata kultura, od sušijev do gejš, do samurajev. Ne, razumem, do... da ni, zakaj ni na vajni listi? Mogla sva zbrati 2 državi ali pa 3 za azijski kontinent, pa okej. v bistvu bova imela premalo časa, da v te 3 tedne, kolikor trajajo najina potovanja, slačva še Japonsko, ki je kar velik zalogaj. Tudi Kitajska je na moji listi, si zelo želim imeti, taka noro bogata kulturno in seveda tudi pokrajinsko noro lepa narava. Kaj pa Severna Koreja? Ja, mogoče greva zdaj v južno, pa bova pa videla, kako daleč se da priti do severne, če se da priti do meje, tam, kjer je Trump rokoval z Kimom. Ja. Sam tam se ne igrati z opremo, pa neki stari, ki tu ste ferti. Pa drona dvigovati. Kaj se to lahko vse tam zgodi? Kaj pa bilo tacga najhujš, da se ti je več tako zgodilo? Enkrat v Grčiji sem letel tako čist po nesreč z dronom čez eno vojaško bazo. In so pol prišli. Zraven je pa tako ful zanimiv, da je zraven pa kopališče. In jaz sem snemal tam kopališče, ampak da se nam narobe razumeš, da sem snemal ljudi v kopalkah. Ampak sem tako delal totale za naročnika. In vmes je bila pa še prav table, pozor, ne dronirati in tako. In pa so prišli iz vojske, mislim iz vojaške baze do recepcije in so me takoj najdli, kdo to leti, zbrisati takoj vse. In da je to bilo upozorilo, da so... Meni so rekli, da so ga že dol sesuli dron. Tako da to je bilo nekaj, da se ni fajn zahecati. No. Ja, to so kar hude stvari. Kaj pa potem v Sloveniji še počneš? Poleg tega, da snemaš vloge. Greš tudi na kakšne te privat stvari, če te pokličejo, ali se tega izogibaš? Se kar izogibam. Ja? Kakšen poseben razlog, ali se pač držiš samo svoje obrti, dajmo reči? Ne, rad bi se držal samo svoje obrti. Ni mi tako, no. Da bi šel tle kakšno poroko posnet ali pa kaj podobnega? Ja. Ne vem, malo sem se umaknil od tega. Ne vem, malo mi je bilo neprijetno pol, ker sem šel po teh vlogih tudi snemati kakšno poroko, pa pol ni bilo čisto, kakor sem si želel. Je tudi težaško delo, ne da? Kakšne poroke pa to, zelo naporne. Ali pa tudi kakšni snemalni dnevi, ko imaš res od 8 zjutraj pa do polnoči, pa to traja pol več dni zapored, tisti je, kar ne veš več zase. No. Ja. Ne, to vem, moj foter je hodil snemati poroke še v starih cajtah s kamerco, veš, ob sobotah in to, pa pol presnemavanje kaset, veš, en super VHS na 4 rekorderje. Pa backupe delati. Ja, to je katastrofa. Si imel pa manj težav z editingom takrat, ne? Ker so bile tudi zahteve manjše. V bistvu si takrat res belka ne sam posnel, ne? Takrat si posnel, pa pol sam mičken skrb zmetal, pa morda kaj odrezal, ampak dosti pa ne. Ja. Takrat si imel v kosu in... Zdaj gre pa te zahteve v nebo. Ja.
vsak ima že drona, vsak zna že Ja. približno zmontirati na svojem telefonu, tako da moraš biti res toliko boljši, da se jim splačate najeti. Škoda, da zdaj moj fotor ne tega dela, ker zdaj bi bilo denarja, takrat ga ni bilo. Ne. Takrat je bilo samo tistih par tolarjev, verjetno. A se da živeti od vloganja v Sloveniji? Ja, prav zelo bogato ne, oziroma dal bi se zelo živeti, če bi res zdaj bil nek influencer in po influencu čisto vse, vsako kremco. Jaz se tega izogibam, ker bi rad ostal zvest vsebini in tudi meni je zoprn gledati neke vlogerje, če pol skozi neki turijo pa prodajajo not. Tako da jaz v bistvu samo zaradi tega se izogibam večini ponudb. In res samo zadevam, ki jih lahko vkomponiram in ki so upadajo, se pravi, da je to neka tehnika, da je nekaj, ki res spada na potovanje, da nisem tam z neko kremo, ne. Ja, ja. Ja, Lejte me, joj. lušten. Pa bi bil kdaj prav recimo režiser? Bi naredil kakšen film, morda serijo? A veš, da bi? Jaz mislim, da je to zdaj... Vse realno prav- serijo že imaš, ne? Ja, ampak prav tako sem razmišljal, kaj je zdaj naslednja točka v življenju, kaj bi mogoče vlogo, ne bom cel življenje, ne, kaj Vse je to, zdaj ker se to zaključne, kaj pa? nadgradnja tega. In mislim, da res sem fan oziroma občudujem veliko enih tako režiserjev ali pa gledam film mogoče tako iz druge plati kot marsikdo, res gledam, kakšna je bila osvetljava, kako je zgodba zapeljana, da niso te klasični ameriški z veselim koncem na koncu, ker pač to ne prebavljam jaz. In bi mogoče res rad preizkusil se v nečem tem, da bi lahko svojo v bistvu umetnost in ustvarjalnost noter dal v nek film. In se mi zdi, da je to neka smer, ki bi me zanimala, mogoče da ima reči čez 5 let ali pa 10 let. V Sloveniji ali v tujini? Ja, najbrž bom mogel začeti v Sloveniji, ne. Od štarta. Ja, bi bila pa dobrodošla kakšen upgrade pol v tujine. Morda bi se mogel z Se bom fajn mogel Okornom potruditi. malo pokonektati. Ja, Njemu je ratalo, ne? zelo dobro. Pa prideš, da prineseš delo domov. A veš, da se kar doma pol še snemaš, čeprav si vlog že zaključil, pa gledaš koga drugega, pa si rečeš, Ja. mater, to bi jaz boljš naredil, tle si pa luč pozabil. A si rekel, če dostikrat prinesem delo domov? Ja, Ja, ampak sem se zdaj odvadil to. V bistvu imam res, da do 6-7 zvečer, od zjutraj do pač nekih, koliko je to, nekih 10 ur delam, pa res pustim v pisarni računalnik in vse stvari, glih zato, da ločem malo privat življenje od dela, ker me je to v bistvu kar dober tepel. Mislim, tako, pred leti sem to res delal skozi, več objavljal tudi, ampak je bilo pa se je to zgodilo, ne, da je bilo 4 ure spanja, kar nekaj dni zapored in pol se je v bistvu zgodilo to, da mi je začel spomin šepati, da sem bil zelo neprespan in tako pregorelost, no. veš, tu po 30 mi se vse potencira. Ja, se zato si ne smem tega več privoščiti. Če greva nazaj malo k filmu, bi naredil tudi kaj takega, da si na podoben način vloganja, ampak si, ne vem, tako kot recimo pri nas Luka Marčetič, a veš, Ja. sam si posnameš svoj film ali pa scenarij, še zmeraj si ti v ospredju. Ja, bi bilo to zanimivo, se mi zdi, da bi to, da bi sebe vkomponiral Ja. v film. Bi šlo, ne? Bi šlo to, ja. Kaj pa od Mislim, mi je režiserjev? všeč ta ideja. Kdo ti je, recimo, ikona? Quentin Tarantino, pa Scorsese, Okoran, Okoran? Ja. Eno se Ne, treba priznati, da je Okorno absolutno. je ratalo. Alan Na Moore. polno, ne. So In mi zdaj na všeč tako malo njegove filme. Slovenijo, na Poljskem haral, pol še v Ameriko. Pa zdaj tudi njegov ta pomočnik, ne, je Jaka Belcel. Ne, je. To pa ne vem. On je tudi naredil dober film za Netflix. Poljski. Hudo. Daj, ti ga pol lahko pogledaj. Dober film, odštekan do kraja, ampak je ful v redu. Da veš. Kaj pa počneš poleg vsega tega? Pustimo zdaj snemarijo, zdaj je konc. Ja. Kaj Beat Saber še počne, da se malo odklopi? Pa kave tudi ne smeš omeniti. Okay. Ja, rad se poslužim kakšnih takih adrenalinskih stvari, Vrum, vrum. kot je vrum vrum ali pa skok iz mosta ali pa iz aviona.
Vrum, ja, ali je to motor, ali je to avto na kakšni pisti, boh ne da je po cestah. Ja. Sem pa v zadnjem času tudi zljubil ne samo hitrost, ampak tudi off-road, no. Ker trenutno vozim spet od poslovnega partnerja, od Pleškota, tega Jeep Wrangler. In to je v bistvu zverina na 4 kolesih, šla sva čez Albanijo, Črno goro, vse do Turčije z bratom in tudi po brezpotih. In to je tudi en poseben užitek, ko se not zakopljaš, podlagaš neke stvari, vidiš en globok blat, misliš, da bo šlo, saj ni važno. Saj ni važno. Zapeleš not, pa not ostaneš. To je super, adrenalin. Adrenalin. A kakšna stvar od teh adrenalinskih doživetij, da jih še nisi naredil, pa bi zelo rad? Kakšen skok s padalom ali pa neki? Skok s padalom samostojen, no. To bi res imel licenco, ali pa če se vrnem k otroškim željam, da bi imel izpit za avion. To mi je res ono. Ena višjih kljukic v življenju, če mi to rata. To bi bilo lepo. V kakšni vlogi bili to? To bi bilo the best. Kaj pa boš pol naprej ustvaril res, ko nehamo z vlogom? Imaš kakšno točno vizijo? Ali boš ostal neki z videom, fotografijo? Po moje bom nekaj ostal v tej smeri, ampak če bi res ti rekel zdaj neke sanje, tako kot smo prej rekla. Ja, če imaš te kljukice, deva reči. Ja, evo, da posnamem film. Film, mogoče tak, ki si prej omenil, da sam nastopaš tudi noter, da si en od vlog, ali pa pač samo film, da si režiser. Evo, to bi mi bilo. Kakšno je pa tvoje mnenje glede slovenske industrije, kar se tiče filma, recimo serije in zdaj, kaj filmi prihajajo ven? Nočem zdaj tako prav se opredeliti, ampak pismo, da presežem, da res, če šaltaš daj televizijo, pa ne rabim sploh slišati, da se pogovarjajo, pa vem, da je slovenski film. Ker tako neki dol tlač. Tako je neki, neka ta brez energije, njim je, wow, dajmo še enkrat ta film pogledati. Redki so, ne bom zdaj čist posplošil. Ne, so izjeme. Ampak je dostikrat tako, kar neki zamorjen. Ne vem, zato bi, evo, to bi mi bila tudi kljukica, da bi naredil še en tak malo bolj napolnen film, nek nepričakovan film, z nepričakovanim koncem, humorističen, kakorkoli. Kaj pa ti naraj gledaš, če smo že pri teh stvareh? Kaj, YouTube? Od YouTubea, od serij, filmi, kam te najbolj vleče? Evo, YouTube, mislim, da je angleški vloger, Bolt and Bankrupt. To je en gospod srednjih let, ki potuje sam z GoProjem in on gre res sred Rusije, stopi z busa dol in una vas, ki je tam, kaj gre not in se pogovarja, ki zna tudi ruski dobro. In se kar pogovarja in pri njih pije in pol ga kar tam premetava iz ene hiše v druge k sosedam. In to je ta pristna izkušnja, ki mislim, da je res vredna poklona, ne pa una, ki hodijo po Nobel hotelih. Ja, kaj pa filmi pa serije? Film, da bi mogel enega izpostaviti. Lahko jih tudi več, sploh ni panike. Wolf of Wall Street, DiCaprio, Scorsese, Jonah Hill. Scorsese, ja. Ali pa Tarantin, kjerkoli film njegov pismo. Res. Dobro. Sem te hotel v bistvu zdaj še to glede vloganja vprašati. A je tega morda ratalo preveč? Ker zdaj se lahko vsak že posname. Zdaj bi lahko midva tukaj posebej, narediš takole, jaz sem pa tle iz Bita Severa in imamo vlog. Misliš, da je tega preveč? Pa mislim, da ni preveč. Sej na koncu itak publika odloči, kaj je dobro, kaj ni. Itak tak je tudi feedback pol, ne. Sej mislim, da je to super, da ima vsak možnost se približati, ne. V primerjavi že samo 10 let nazaj tega nisi mogel delati ali pa 15 let nazaj. Ja. Nisi imel dostopa do javnosti, nisi mogel sploh se izraziti nekako in mogel si fajn se prsliniti, pa po audicijah hoditi, pa pol lupati, pa imeti tudi neke sreče, da so te poklicali v en film ali pa da si začel to neke svoje sanje graditi. Danes pa, če si dober, pa če imaš karizmo, če si karizmatičen, če znaš neko zgodbo peljati, si ljudem hitro zanimivo. Je pa absolutno poplava vseh teh vsebin, greš na TikTok in so razni karakteri, ki pač sam posiljujejo, ampak sej na dolgi rok to itak ne zdrži, ne. A si imel kakšnega malo odpuljenega, odtrganega fana? Veš, da ti pišejo, pa
Doskrat je tako, ja, to je, ampak sem zdaj kar mogoče mal nehal to sodelovati v teh pogovorih. Se ne vržeš not, ne več. Ne, dajmo tako reči. Ampak ker me je kar fajn dušil, ker je bilo tega toliko na začetku, da sem imel v bistvu težavo, ker me je to skozi dušil še to odpisovati in nisem vedel, ali pa sem se znašel v dilemi, kaj zdaj je tako zapeljati ali tako, zdaj, da enemu rečeš ne. In pa sem pač kar puško koruzo in sem rekel, če bom jaz zaradi tega bolj srečen, pa naj si mislijo pač kar čjo, pa če sem se komu zameril, ampak tukaj moram naprej nase tudi misliti in ne, da si pustim, da me duši kakšna taka zadeva. Ampak kakšen odpulen fan, ja včasih se zgodi, no, da je kakšna ta, dajmo reči, neugodna zadeva, pa jaz, živijo, a veš, živijo, se poznava ali kaj zdaj, rečem živijo nazaj. In kaj ti, kaj mi polovna, veš? Ja, pismo, saj te ne poznam. Ja. Mislim, zelo se približaš ljudem, ker so res spoznajo te kot osebo in kada si njihov prijatelj. Ja. Ampak je to enosmerno, ne? In včasih se zgodi, da kakšen se niti ne predstavljam, pa kar hoče biti v pogovoru in pol pač je tako mal, da bi to en poslušal, bi bilo malo awkward, ampak okej. Ni tako, no pač, da zdaj ne bi maral teh ljudi ali kakorkoli, ampak pač, ko si rekel, da je kaj tako malo neugodnega, to je tako malo. Ja, težko je, ker res ljudje včasih mislijo, da si odprta knjiga in smo vsi... Da ti isto njih poznaš, kot oni tebe, ne? Ja. In pol se je kar pogovor, kada se poznamo že 20 let. Ja, in pol na koncu jaz vodim ta pogovor. Ja. Kljub temu, da je on mene vstavil. Ti imaš pol intervju z njim. Ja, in pol kar, kam pa ti greš, a veš, pa kar, evo, neč malo po BTC, hudo. No, zdaj se slišimo, a veš, ne vem, če sem še kdaj. Še zmeraj verjetno zagovarjaš, da je v vlogah, tu si enkrat odgovoril na eno vprašanje, kako delati vlog naravno. Čim bolj naravno. Doskrat sem probal kakšnega noter, kakšen je kdaj v kakšnem kadru noter, pa kar se spremeni svojo osebnost, proba nekaj nastopati. Kamera spremeni človeka. Ja. Bi rekel. Ja, se mi zdi, da mene ni kaj dosti spremenila, no. Probam biti res tak, kot sem. Morda je to zato, ker določeni smo zrasli s tem in ti je s kamero easy. A veš, to ne jemlješ, da je nekaj drugega zdaj tam, ne? Ja, pa tudi zato, ker sem začel s tem, ne, da jaz sem začel vlogati iz nekega pogrešanja po druženju tam v Kanadi, ker sem seveda šel kot sem rekel, čisto slepo, nisem imel nobenega prijatelja in pol ti malo primanjkuje. Sem tudi opazil, prej, ko si vprašal, ameriški narod, oziroma Kanačani v tem primeru, so bili tudi velike tega small talka, hitro se z enim pogovarjaš, ampak njime pa kar tako vsak povabil domov, pa dajmo biti frendi, pa to, ker ni to v kulturi, ni, da gremo neki spit, ne, ker je vse bolj on the go tam. In to sem pogrešal, no, in zato sem začel tudi z vloganjem, zato da sem prijateljem v bistvu pokazal, da pokaži, kaj se ti dogaja, pa da jim nisem slike pošiljal, sem v bistvu začel z vloganjem. In zato mogoče, ko izhajam iz tega, sem bil res pristan, no. A te zunaj prepoznajo, recimo v Sloveniji, morda je to tudi tujini, kdo reče, lega. Čakaj, v tujini. Pa na YouTube. Ja, v Sloveniji, ja. Subscriban. Ja, veš, da se zgodi. Ampak razmišljam v tujini, ker se mi pa mislim, da tudi že zgodilo, ampak pismo ti nam znova reči. Žal. Ful imam zdaj v spomini, da se je v Torontu to zgodilo, morda. Z nekom, da te je prepoznal nekdo. Možno, ampak zato, ker je bil nek skupen ali pa kaj. Da sem imel kakšnega Kanačana not, zdaj sem videl vlog. Po moje, da je bilo tako, ja. Nekaj takega. Kaj te torej čaka še v letošnjem letu? Antarktika, Azija, Avstralija, vse 3 na A. To je vse letos. Trojni A. To je vse letos, ja. Dobro, ni dvojni A. Ja, upam, da se zgodi tudi Antarktika v letošnjem letu. Malo se moramo prilagoditi tudi tistim odpravam. Ampak to je, mislim, da kar velik zalogaj, pa so pa seveda še kakšna privat počitnice in tako. Pa seveda tudi privat delo, ki ga ne objavim za kakšne naročnike. Kam gre pa biti sever na dopust, evo? Zdaj pa reči Hrvaško, Ja, tudi se zgodi, da grem s sosedom, seveda. Včasih je tudi blizu dober. Pa mogoče bolj te plaža, vdihi, pa to, ki jih mogoče z Anžetom ne pokaževa toliko,
ker se mi zdi, da je to bolj tako, ne? Da se greš res zrelaksirati, da pa kažeš, da te turkizne vode pa tudi malo brez veze po potniških serijah. Ni tako zabavno. Ja. Ja. Se pravi, te malo lepše destinacije, če moram reči. Bid, še zadnje vprašanje, ki za vsakega gosta spet isto. Kako izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan. A si ga morda tudi že imel? Ja. Prav dobro se mi je zdel, ker sem bil v istem dnevu na 2 kontinentih. Evo. Z bratom so se peljala čez Istanbul na azijski del. To se mi je res dobro zdelo. Popoln dan, ja, pa jaz bi kar rekel, da je popoln dan nekje na poti, se zbudiva in v bistvu nekaj posnameva. In zato je popoln mogoče zato, ker glih ne veš, kaj te čaka, ker je vse tako spontano, ker ne veš, kaj pričakovati in ti pol na konec dan res veliko ponud oziroma veliko enih spontanih zadev. To v bistvu mi je popoln dan to, da ne vem, kaj se bo zgodilo, pa da sem na neki eksotični destinaciji oziroma kakorkoli to zveni, da sem nekje v tujini. No. Bom prekinil to, da še nekaj. Družina ti ful pomeni, da? Kar sem pač videl. Sigurno, ja, seveda. Ja. Ni bilo tisto zadnje vprašanje. Lej. A si hotel, da pridem domov, pa da sem doma z družino za Božič? Ne, sem prej pozabil vprašati. Aha, ne. Za zdaj spomnil, sem rekel, to moramo povedati. Ja. Bid, hvala lepa, da si prišel k meni na kavico, da si povedal te malo svoje zgodbice. Na koncu res vsak mi povem tisto, kar si pač mislim. Malo spluvaš. Tudi. Ne, res, te svoje vloge, ki jih imaš na tako visokem nivoju, da ostali vlogerji, se vam opravičujem, tisto pol zgleda slabš in je težko iti karkoli drugega gledati po tem, ko gledaš tebe. In naj ti povem, jaz sem nate navlekel mojo sodelavko, ker bajde mimo, to je čista resnica, to je včeraj mi rekla, če bi imela ona lahko še zdaj enega otroka, da bi imela Bita, ne zafrkavam se. In mojo mami sem navlekel, da zdaj te gleda. Sam da veš. To je čista resnica. Tako da sem še naprej tako. To mi največ pomeni, ko včasih dobim kakšen posnetek, ker res posnamejo tako celo družino zbrano, ko gledajo, pa je zraven še babica, starši, 2 sestri. To je res. Me veseli, da me lahko gledajo vsi v bistvu. Ja, vse generacije. To je to. Hvala lepa. Hvala tebi. Kava s Červekom. DeLonghi Perfetto, od zrna do skodelice.